V teh dneh se je pred Kamničani znašla novost turistične in prireditvene ponudbe. To je prireditvenik, kjer so na enem mestu zbrane vse koristne informacije o tem, kaj se bo dogajalo v Kamniku. Nam lahko poveste kaj več o tem projektu in o tej knjižici? Ja, v bistvu smo na agenciji in na občini Kamnik se že več let pogovarjali o tem, da bi bilo potrebno vse prireditve, ki se v Kamniku dogajajo, tako kulturne, športne, turistične in tudi druge, zbrati na enem mestu, tako da bi vsak, ki bi prišel tako Kamničan, kot tudi obiskovalec, lahko na enem mestu, v eni brošuri, lahko si pogledal, kaj se v Kamniku dogaja. No in tako smo se letos v jubilejnem letu, 780 letu mesta Kamnika, smo se odločili, da v mesecu februarju, kot kulturnem mesecu, izdamo to prvo številko tako imenovanega prireditvenika, ali lahko rečem prireditveni Kamnik. In tako sedaj ta prvi prireditvenik vsebuje prireditve, ki se bodo v mesecu februarju odvijale v celotni občini Kamnik, in sicer odločili smo se za terminski redosled, in sicer od danes pa do konca meseca, to se pravi, ko začnemo danes s prireditvami ob kulturnem prazniku in potem vse do konca meseca se bo zvrstila cela vrsta prireditev, ki bodo vsebovale različna področja, tako da tudi različni organizatorji, tako da mislim, da smo uspeli v ta prvi prireditvenik zbrati veliko število prireditev in tako organizatorjev, ki se sedaj predstavljajo na eni skupni obliki. To se pravi, bo prireditvenik izhajal vsak mesec nov? Ja, vsak mesec na Agenciji za turizem in podjetništvo bomo zbirali podatke, tako da lahko vsak organizator do 15. v mesecu za naslednji mesec nam pošlje podatke, potem jih pa mi te podatke zberemo in jih pošljemo potem naše oblikovalke in tiskarju, tako da bo vsak mesec, prvega v mesecu bo ta prireditvenik na razpolago pri nas v agenciji in pa tudi na spletni strani naši, tako da bo lahko si vsak vzel lahko v roko tiskano obliko ali pa potem tudi na spletni strani elektronsko obliko. Pa so ti podatki brezplačni, recimo tisti, ki hoče objaviti, pa potem tudi dobiti ta prireditvenik? Ja, absolutno. Odločili smo se, kajti želimo se, da bi tudi olajšali prirediteljem, organizatorjem oglaševanje, tako da bo objava v prireditveniku je brezplačna. Tudi to se mi zdi izredno pomembno. Tiskamo ga v veliki nakladi, tako da bo prišla na različne konce Slovenije, ne samo tudi Kamnika, poslali smo ga na informacijske centre po celi Sloveniji, tako da v bistvu bo širjenje informacije zelo dobro in pa tudi potem vsak, ki bo želel dobiti v tiskani obliki, ga lahko dobi brezplačno.